Spoštovani gospod nadškof Alojzij, gospod nadškof Marjan, sobratje duhovniki, sestre redovnice, bratje in sestre, ki smo zbrani okrog gospodovega oltarja, danes v prazničnem vzdušju. Praznika svetega danes radujmo se. Občutimo svetost Božje navzočnosti med nami, Božje navzočnosti tudi v nas. In to je razlog za radost, za veselje, pa tudi zahvaljevanje. Obenem pa danes gospod nadškof praznuje svoj 70-letni življenjski jubilej. Dodatni razlog za hvaležnost in da molimo tudi za njegovo službo in smo hvaležni in veseli vsega, kar med nami dela, da nam oznanja Božjo navzočnost in nas opozarja na Božjo navzočnost med nami. Odprimo svoja srca v iskrenem spoštovanju in živi veri v Gospoda, pa tudi v iskrenem kesanju priznajmo, da potrebujemo Božje odpuščanje, da hrepenimo po njegovem miru in v veri sprejmimo to, kar nam Gospod daje tudi danes na današnji praznični dan. Iisus naš Bog, v čudovitem zakramentu svete Euharistije si nam zapustil spomin svojega trpljenja in vstajanja. Naj svete skrivnosti tvojega telesa in krvi tako častimo, da bomo primali vedno več sadov tvojega odrešenja, ki z Bogom Očetom v občestvu Svetega Duha živiš in kraljuješ vekomaj. Poštovani nadškof Marjan, dragi sobratje duhovniki, sestre redovnice, dragi bratje in sestre.
Na praznik svetega rešnega telesa in krvi obhajamo in častimo Jezusovo navzočnost med nami pod podobo kruha in vina. Bog ni abstraktna ideja, visoka in za človeka nedosegljiva. Je kruh, ki je konkreten in otipljiv, ki poteši našo lakoto. Je moč, ki da popotniku potrebnih moči, da ne omaga na poti. Je tisti, ki ostane z nami, ko gre dan proti večeru. V uvodu v Janezovo evangeliji beremo: in beseda je postala meso in se naselila med nami. Ne moremo ljubiti Boga, če ne sprejmemo tega, po čemer se nam razodeva, po čemer nam prihaja naproti. K nam pri vsaki sveti maši prihaja po svoji besedi, po besedi, ki nam jo govori. Ta beseda postaja seme, se nam daje, da jo sprejmemo vase in v nas začne kliti, rasti in na koncu obrodi svoj sad. Po rešnem telesu se nam daje kot hrana, da bi rasli v Božji podobnosti in da bi tako ostal med nami in bi nas spremljal na poti našega življenja. Od tistega prvega koraka, ki smo ga naredili pri svetem obhajilu, pa do tiste zadnje popotnice, ko nas pospremi preko praga smrti v Božje naročje. Vsakokrat, ko prejmemo rešne telo, naj bi bilo v nas tisto iskreno in veselo razpoloženje, kot je bilo takrat, ko smo ga prijeli prvikrat. Rešne telo nima cene, saj se ga ne da kupiti. Je čisti zastonjski dar, je znamenje zastonjske Božje ljubezen. Ljubezen je vedno dar. Zato upravičeno rečemo, da je rešno telo nebeški kruh, kajti je zastonjski dar Boga, dan nam vsem pri zadnji večeri, predno Jezus odide v trpljenje. Jezusovo telo pa smo tudi mi. Vsi smo po krstu postali Božji otroci. V drugem berilu nam sveti Pavel predstavi eno najstarejših pripovedi o postavitvi Evharistije. Ta pripoved je bila napisana nekje 20 let po njeni postavitvi, z glavno mislijo: to delajte v moj spomin. Spomin je skrivnostna in veličastna razsežnost človekovega duha. Vse stvari, ki jih človek vidi, sliši, misli ali naredi od otroštva naprej, so shranjene v človekovem spominu. Vse to je shranjeno, da lahko zagleda luč, ko to želi naša volja. Brez spomina prenehamo biti mi sami in izgubimo našo identiteto. Ne samo posamezniki, tudi družina, narod ima svoj spomin. Bogastvo naroda se meri ravno po njegovem spominu. Da spomin ostane živ, je navadno vezan na kraj, pa tudi na praznovanja, na praznike. Vse to glede spomina nam danes pomaga razumeti, kaj je Evharistija za nas kristjane. Evharistija je spomin, ker nas spominja na Jezusovo trpljenje, smrt in vstajenje. Pa ni samo spomin, je dosti več. Je spomin in prisotnost hkrati. Ta prisotnost je resnična, ne samo spominska, kajti oseba, katere se spominjamo, je resnično navzoča, pa čeprav skrita pod podobo kruha in vina. Sveti Janez Zlatusti, škof v Konstantinoplju, je na praznik rešnega telesa takole nagovoril svoje vernike: ne slavite samo Kristusa pod podobo kruha, temveč tudi tistega, ki trpi v lačnih in zapuščenih. Ne častimo torej ideje, ampak častimo tukaj navzočega in prisotnega Kristusa. Sveti Janez Zlatusti nam torej želi poudariti, da sakrament Gospodovega telesa in krvi povezuje dvoje. Da kdor je ta kruh, bo živel vekomaj, ta kruh nam zagotavlja življenje ne le za danes in jutri,
ampak življenje, ki ne mine, življenje, ki je večno. Prvi sad uživanja tega Gospodovega telesa je naša odprtost do bratov, to ne le v besedi, temveč tudi v dejanju. Današnji praznik nam govori, da naš Bog je predvsem naš sopotnik, želi biti z nami, želi nam kazati smer, želi biti naša opora, pa tudi naša trdnost, kot je Jezus rekel, jaz sem pot, resnica in življenje. Ne le z besedo, ne kot spomin, ne kot simbol, ampak sam osebno, kot živi in neposredno dejaven. In zato bivanje med nami je izbral tisto, kar nam je najbolj vsakdanje, tisto, kar nam je najbližje, to je kruh, našo vsakdanjo hrano, ki nam omogoča, da živimo, da lahko delamo, da lahko storimo nekaj dobrega. Evharistija naš pogled usmerja naprej. V antifoni, v kratkem napevu, ki ga pripisujejo svetemu Tomažu Akvinskemu, izpovedujemo: O sveta večerja, v kateri prejemamo Kristusa, obhajamo spomin njegovega trpljenja, duša se nam napoljuje z milostjo in nam daje poroštvo prihodne slave. Jezus nas pri vsaki maši spreminja iz učenca v misionarja. Rekli boste, kakšna je razlika med učencem in misionarjem? Učenec je tisti, ki pozorno posluša in sprejema, kar reče učitelj. Misionar pa vse pogumno in radodarno podarja naprej. In kaj podarja naprej? Živega in med nami navzočega Jezusa Kristusa. Tega živega in navzočega Jezusa Kristusa bomo sedaj po sveti maši v procesiji ponesli iz naše cerkve v naše življenje, v naše vsakdanje življenje, v naše družine, na naša delovna mesta, in to s prošnjo, da bi ga doživljali kot živega in navzočega sredi med nami, ne le tukaj v cerkvi, ampak tudi zunaj nje, da bi ga znali prepoznavati navzočega tudi v naših bratih in sestrah, še posebej v tistih, ki so v preizkušnji in trpijo. Amen. Resnično si svet Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov, to delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Nebeški Oče je poslal svojo besedo
da je med nami meso postala. In ta beseda je po svoji smrti in vstajenju želela ostati med nami pod podobo kruha in vina. In sedaj jo imamo v svoji sredi. Danes jo še posebej slavimo in častimo in izrazimo nebeškemu Očetu veliko hvaležnost za ta neizmerni dar, za to zdravilo, nebeško zdravilo za večno življenje. Pa pridružimo tej zahvali tudi zahvalo za življenje našega nadškofa Alojzija ter za njegovo 10-letno pastirsko služenje Mariborski krajevni cerkvi. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Spoštovani gospod nadškof Alojzij, točno danes, 19.6.2025, na Telovo ali praznik svetega rešnjega telesa in krvi, ko praznujemo največji dar, ki smo ga od Jezusa prejeli, čemu se čudijo celo angeli, je Božja previdnost hotela, da praznujete vaš življenjski jubilej, vašo 70-letnico rojstva, ko vas je Bog iz niča poklical v bivanje, iz teme v luč, da to luč, pisano z veliko začetnico, prinesete in predstavljate v naši mariborski metropoliji in postanete naš apostol, naš krajevni vrhovni pastir. Bogu hvala za ta dar, da je nebo izbralo vas, da nas vodite skozi ta čas izgube duhovne občutljivosti, notranjega kaosa in kulture zmedenosti, ki prevladuje v sodobnem svetu. Skupaj z vami bomo v stiku z Gospodom vstran od hrupa sveta, ker ljudje prejemajo le spektakel luči in hrup zvokov, česar je človeštvo že sito in nasproti temu bo našlo v naših cerkvah lepoto, red, mir, harmonijo, tišino in resnico. Duh veje, kjer hoče. Hotenje po presežnem so vidne že v nekaterih državah Evrope, predvsem pri mladih. Ljudje iščejo Boga, so lačni za njim. Zato imamo izziv, da jim pod vašim vodstvom pokažemo pot ključi, ki je Bog, oseba, edina resnica, Jezus Kristus. Dovolite, da vam v tem duhu zaželim v imenu našega občestva še mnogo duhovno in telesno bogatih let. Bog vas živi. Častimo in slavimo našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki je med nami navzoč v najsvetejšem sakramentu. Prosimo ga za cerkev in za njeno rast v svetosti. Zato me Oče ljubi, ker dam svoje življenje, da ga spet prejme. Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga dajem sam od sebe. Oblast imam, da ga dam
in oblast imam, da ga spet prejmem. To naročilo sem prejel od svojega očeta. To je Kristusov evangelij. Kristus, živi kruh iz nebes. Tvoj duh naj navdihuje in podpira papeža, škofe, duhovnike in druge odgovorne pri oznanjevanju evangelija. Kristus, kruh življenja, podpiraj vse, ki se trudijo, da bi mlademu rodu privzgojili vrednote življenja. Kristus, slavljen pod podobo kruha in vina, daj vsem vernim odprto srce, da bodo pripravljeni pomagati ljudem v stiski. Kristus, čaščen v najsvetejšem zakramentu, pomagaj nam, da bomo s svojim življenjem širili Božje kraljestvo. Nebeški blagoslov naj varuje in ohranja naš kraj, našo domovino in vso človeško družino, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Sogovorimo tudi s prošnjo za mir v naši domovini in po svetu. Gospod, ob Tvojem rojstvu so angeli oznanjali mir ljudem na zemlji. Svojo močjo podpirajo vse, ki se trudijo za mir na svetu. Prosimo, da usliši nas. Gospod, prišel si na svet, da bi ljubezen zmagovala nad sovraštvom. Bodi blizu vsem, ki trpijo zaradi pomanjkanja ljubezni. Prosimo, da usliši nas. Gospod, oznanjal si Božjo ljubezen do vseh ljudi. Zbudi čut za dostojanstvo sleherne osebe tudi pri tistih, ki človekovih pravic ne spoštujejo. Prosimo, da usliši nas. Gospod, za nas si šel trpljenje in smrt. Privedi na pot spoznanja resnice in iskrenega kesanja vse, ki obteženi s grehom ne najdejo pravega miru. Prosimo, da usliši nas. Kristus kraljuj, Kristus zmaguj, o sili sveti, nam Gospoduj. Kristus kraljuj, Kristus zmaguj, o sili sveti, nam Gospoduj.
Naj se obrnimo tudi s prošnjo za blagoslov naših polj, travnikov, vinogradov, gozdov in vrtov, pa tudi vsega našega dela. Stvarnik nebes in zemlje, pridružujemo se hvalnicu, ki ti opoje stvarstvo. Prosimo te, blagoslovi naše travnike in gozdove, polja in vinograde, da bodo bogato obrodili. Prosimo te, sliši nas. Hvalimo, častimo in slavimo našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki je med nami navzoč v najsvetejšem sakramentu. Naj se obrnimo tudi s prošnjo, da blagoslovi naš kraj in vse njegove prebivalce.